Lep pozdrav, gospod Samo Rugel. Lep pozdrav. Pred kratkim ste javnost obvestili, da odstopate z mesta direktorja Festivala slovenskega filma. Zakaj? No, jaz sem imel z upravo Filmskega sklada sklenjeno pogodbo za 2 leti, to je za lansko in za letošnje leto. Po pogodbi nekje je bilo v bistvu treba do konca januarja, to je pač par dni nazaj, skleniti aneks za v bistvu delovanje v letošnjem letu, to je za festival v letošnjem letu. Pred par tedni v bistvu sem pač govoril s sedanjo direktorico, jo malo tudi okoli tega spraševal, kakšne so pač ambicije v zvezi z pač festivalom, glede na to, kako se je pač lani festival izvedel in glede tudi na ideje, ki so bile, da ne bi se organizacijska oblika festivala spremenila, v tem smislu, da bi to mogoče nek zunanji izvajalec prevzel. In tudi glede proračuna festivala rekla, da v bistvu pač so po neki daljši diskusiji tudi na nadzornem svetu ugotovili, da ne bi festival ostal nekako v enaki organizacijski obliki, to je, da je v bistvu zadeva stoji na Filmskem skladu in da nekdo pač kot soizvajalec oziroma izvajalec v bistvu potem z sredstvi sklada pač to izvaja. Proračun ne bi ostal nekako na enakem nivoju. Tako da to so pa potem bile na nek način zadeve, ki pa zame niso bile več toliko interesantne. Po eni strani zaradi tega, ker v bistvu proračun, ki je bil lani na voljo, to je 100.000 evrov, je omogočal v bistvu izvedbo festivala na takem, rečemo, kvalitetnem nivoju, zgolj pač pod pogojem, da so bile neke zadeve v bistvu plačane v nekih relativno majhnih zneskih. Treba je vedeti, da ko rečemo 100.000 evrov, je to na eno prvo žogo ali pa na prvo misel to relativno velik denar, ampak v bistvu gre prvič le za 100.000 evrov bruto, ker pač operiramo z državnim denarjem, kar pomeni, da v bistvu kjerkoli izvajalce pa podizvajalce plačuješ, so to zneski z DDV ali pa z bruto avtorskimi honorarji. Drugo je to, da v bistvu je polovico tega zneska gre na sam prostor izvajanja, to je na auditoriji v lanskem letu in na pač namestitev gostov, ki so v bistvu pridejo na festival in je to že sam ti 2 postavki predstavljata polovico budžeta. Od druga polovica pa približno gre pač nekih 20.000 na honorarje ekipe, te, ki so pač pripravljali festival, vključno z mojim honorarjem. Tako da v bistvu je zelo majhen del denarja namenjen za neke možnosti kvalitetne organizacije, v bistvu lahko si privoščiš zelo poceni oblikovalca, stiskati je treba pri oglaševanju, recimo lahko povem primer, da plačam oglaševanje je bilo za 2 ali 3 tisoč evrov vse skupine. Vse ostalo je bilo narejeno z nekimi kompenzacijskimi pogodbi, z nekimi stvarmi, ki so v bistvu na nek način že napolnila neko volonterstvo delovale. In v bistvu mi smo lani pač prvič organizirali festival, tudi v bistvu zaradi tega se nam je zdel nek izziv, da pač pokažemo, da je kljub temu se da pač nek tak festival, ki je imel zadnja leta kar nekaj težav, v redu narediti. Po mnenju neke strokovne javnosti, medijev in tega smo dosti v redu naredili. Zaradi tega se je zdelo, da pač v bistvu, zdaj enkrat smo to naredili pač po neki pač ugodni ceni, ali ne. Zdaj pa, če se pač to misli iz tega dogodka delati v bistvu kaj več, če se misli na ta nacionalni filmski festival kaj več dati, se vam kaj več investirati, potem jaz mislim, da se v bistvu tudi pač neki malega denarja več pritakne zraven. Ob tem, da v bistvu jasno, festival lahko ti pripravljaš v bistvu zadnje 2-3 mesece, kar smo mi v bistvu v lanskem letu pač počeli, ker večina ljudi v bistvu je v festivalu sodelovala 2 meseca, september in oktober. Ostali v bistvu, ostalo je bilo samo direktor, v bistvu bil recimo od maja zadevo vključen. Zdaj jasno, če bi se želeli mi s festivalom ukvarjati malo naprej, potem je treba tudi neke programske stroške zagotoviti za delovanje
festivala. Večinoma smo mi v bistvu ta festival v lanski obliki zmodelirali po festivalih, ki smo se jih pač mi udeleževali v preteklosti. To so bili pa predvsem oglaševalski festivali, ne, ker recimo pač naša dejavnost je predvsem delo preko oglaševanja, recimo preko naših revijalnih izdaj. Zdaj jasno, nismo pa imeli ne vem koliko izkušenj s tem, kako se organizirajo filmski festivali, ne, tovrstni, ne. Jasno, pa nas se dogaja pa toliko filmskih festivalov, ne. Tudi jaz sem bil recimo pač in v Cannesu in v Ameriki na nekih festivalih, ampak tukaj jasno je tudi potrebno sem pa v bistvu kakšen tak festival obiskati, da vidiš pač kaj je novega, ne, na tem področju, čisto organizacijskem, kako se to odvija. In tukaj jasno, to ni predviden, da bi se kako na tem področju neke stroške zagotovili ali neka sredstva, ne. Tako da, glede na to, da pač jasno, ekipa, ki to dela, ima že itak dovolj tekočega dela, ne, mi v bistvu vseeno pač v našem podjetju izdajamo 2 brezplačni reviji, imamo relativno solidno založniško dejavnost, ne, kar pomeni, da mi imamo nekje 30 do 40 izidov na leto raznih naših publikacij in da nam je bila to dodatna aktivnost, ne, se nam ni zdelo smiselno, da v bistvu to pač potem na ta način pač nadaljujemo in smo v skladu s pogodbo potem tudi pač jaz osebno odstopili in jasno naredili to tudi čim prej, ne, zaradi tega, da v bistvu bo dovolj časa, da bo naslednji direktor imel dovolj časa, jaz sem lani to prevzel šele sredi maja, kar pomeni, da v bistvu se pred poletjem nekaj dosti zgodilo, pol po poletju je pa to že bilo relativno pozno, ne, je bilo treba pač hitro in pač čim bolj intenzivno delati, ne.